Verjetno misliš, da tvoj igrani računalnik pripada tebi. Če pa pustiš Windows 11 pri miru, samo 24 ur bo poslal več kot 3000 telemetričnih pingov na več kot 100 različnih strežnikov, vse to pa poteka v ozadju, medtem ko ti ne počneš ničesar. Deluje kot digitalna prisluškovalna naprava, ki poroča o metapodatkih sistema in sledilnih identifikatorjih v trenutku, ko se obrneš stran. Večina ljudi misli, da Windows prehaja na lokalno umetno inteligenco, da bi vse ostalo na napravi, vendar razkriti dokumenti razkrivajo veliko bolj temačen končni cilj za Windows, ki popolnoma izniči tvojo možnost, da bi bil lastnik svojega računalnika. In medtem, ko vse zamotijo ročne konzole, je eden gradil edino pravo pot za pobeg. In Valve zato ni potreboval dovoljenja. Prvo poglavje, steklena hiša. Microsoft je 2 leti prodajal svoje Copilot Plus PC-je kot zmago za zasebnost. Vse deluje lokalno, vaši podatki nikoli ne zapustijo vašega računalnika. A resničnost je precej drugačna. Kanal za varnost osebnih računalnikov je opravil teste na čistem sistemu Windows 11. Nihče ni bil prijavljen in nobena aplikacija ni bila odprta. Računalnik je samo stal na mizi. V 24 urah se je povezal z desetinami različnih strežnikov in to niso bili samo Microsoftovi strežniki. Povezoval se je z oglaševalskimi omrežji tretjih oseb in podjetji za tržne raziskave, za katera večina uporabnikov še nikoli ni slišala. Tudi če ste vse nastavitve zasebnosti nastavili na najnižjo raven, to ni spremenilo ničesar. Edini način, da to ustavite, je z uporabo pravilnikov, ki pa jih potrošniške različice sistema Windows ne vključujejo. Prikol je povrh vsega tega. Njegova funkcija Copilot Plus AI vsakih nekaj sekund, ko se na zaslonu nekaj spremeni, posname sliko vašega zaslona. Vsaka slika se shrani v lokalno bazo podatkov na vašem trdem disku. Po slikah je mogoče iskati, vtipkate lahko stvar, ki sem je videl prejšnji torek in jo preprosto najdete. Vsebina teh slik je pravi problem. E-pošta, spletne strani, prijave v spletno banko, zasebni klepeti, pojavna okna upravitelja gesel, ki se prikažejo za pol sekunde. Vse, kar je na zaslonu, pristane v bazi podatkov, indeksirano in na mestu, kjer lahko vsak, ki ima dostop do vašega računalnika, to najde. Recallu je vseeno, kaj je to. Shrani vse, ne glede na vsebino. Microsoft pravi, da baza podatkov ostane na vašem računalniku, vendar so varnostni raziskovalci ugotovili, da so se zgodnje različice lahko pridobile z enostavnimi orodji za obnovitev. Od takrat so bili dodani prijava z Windows Hello in filter, ki naj bi preskočil občutljive podatke, vendar so avgusta 2020 5 neodvisni preizkuševalci preizkusili filter in ugotovili, da še vedno spregleda stvari, ki naj bi jih zaznal. Tudi če zaupate lokalnemu delu, ostaja še vedno problem politike. Trenutno Recall ne sinhronizira v oblak, vendar se to lahko spremeni z eno samo posodobitvijo. Večina uporabnikov tega nikoli ne bi opazila. Računalnik, ki vsakih nekaj sekund naredi sliko samega sebe, ni več vaš na način, kot ste mislili. Je priča. Drugo poglavje. Davek na zmogljivost. Microsoft resnično poudarja zmogljivost svojih izdelkov. Windows je dom vrhunskega PC igranja. Direct Storage se nalaga hitreje, samodejni HDR izgleda bolje. Aplikacija Xbox je kar tam na vašem opravilni vrstici, toda obstaja cena, o kateri ves ta pomp nikoli ne govori. Različni novinarji in recenzenti so leta poganjali iste igre na isti strojni opremi z uporabo Windows 11 in Linuxa. Izbrana različica Linuxa je običajno Beside, operacijski sistem zasnovan za posnemanje SteamOS-a, in na papirju so rezultati skoraj enaki. Oboževalci Windowsa vedno radi izpostavljajo povprečne sličice na sekundo kot dokaz, vendar to prikriva tisto, kar dejansko občutiš med igranjem. Pomembno je tisto, kar se zgodi pri 1% minimum. To je najslabši trenutek med igranjem. Nenadna zamrznitev, ko se prehitro obrneš ali si sredi strelskega obračuna. Tvoj možgani to takoj opazijo, tudi če števec sličic na sekundo pravi drugače. Tukaj začne Linux osramotiti Windows. Z enako strojno opremo in nastavitvami Linux dosledno dosega najnižje vrednosti, ki so za 15 do 20% višje kot pri Windows 11. Nič od tega ni skrivnost. Ozadnje storitve, prisilna preverjanja posodobitev in telemetrijska javljanja, celo Copilot počne stvari, ki jih nikoli nisi zahteval. Vsaka od teh stvari je majhna, vendar če jih naložiš na računalnik, ki poskuša doseči 240 sličic na sekundo, se vse skupaj nabere. Za to zmogljivost si plačal. Windows porablja del tega za stvari, ki nimajo nobene zveze s tvojo igro. Porabiš $1000 za sestavo vrhunskega igranega računalnika, nato pa njegov surovi potencial pobere operacijski sistem, ki ga moraš namestiti. Če je Linux zdaj primerljiv ali celo boljši od Windows po zmogljivosti, potem ostaja res samo še en izgovor – več igralske igre. Leta je bila to glavna ovira. Ne zato, ker Linux ne bi mogel poganjati iger, ampak ker so te pred vstopom v igro blokirali anti-cheat sistemi. In ko ta ovira izgine, Windows postane izbira. Tretje poglavje – iluzija anti-cheata. Dolgo časa je bil odgovor na vprašanje, zakaj več ljudi ne preide na Linux, vedno enak.
Enoigralske igre si lahko igral brez težav, a v trenutku, ko je večigralska igra uporabljala anti-cheat, so bili uporabniki Linuxa izključeni. Narožil si igro in bil zavrnjen, še preden se je prikazal glavni meni. In zato so ljudje ostali na Windowsu. Njihove igre so bile odvisne od tega. Potem pa se je nekaj spremenilo. Epic je dodal podporo za Linux pri Easy Anti-Cheat. Nato so sledile programske opreme, kot je BattleEye. Igre, ki prej niso bile podprte, so čez noč začele delovati. Trajalo je približno 4 leta, da je to postalo običajno. Če bi vam leta 2019 nekdo rekel, da igra Apex Legends ali Halo Infinite na Linuxu, bi se mu smejali. Te igre niso delovale zunaj sistema Windows. Zdaj jih ljudje zaganjajo na Steam Decku, medtem ko ležijo na kavču. Enako velja za starejše PC igre. Te dejansko delujejo bolje na Linuxu kot na sodobnem Windowsu. Igre iz 2000-ih, ki na Windows 11 ne delujejo pravilno, zaradi starih zaganjalnikov ali težav s kompatibilnostjo, delujejo popolnoma skozi snoje združljivosti, kot je Proton. To je bil usklajen napor, ki se je dogajal stran od oči javnosti. Nekdo je plačal za inženiring, poklical razvijalce, napisal kodo in nato postavil proces testiranja. Tehnični razlog za ostajanje na Windows je večinoma izginil za igre, ki jih ljudje zaženejo vsak konec tedna. Igre, ki še vedno ne podpirajo Linuxa, so večinoma tekmovalni večigralski naslovi. Velikani, kot so Epic Games, Riot in Bungie, nočejo dovoliti, da bi njihova agresivna programska oprema proti goljufanju delovala na odprtokodnem sistemu. To je povsem varnostna in poslovna odločitev. Vse to se ujema še z nečim, česar nihče ni povsem pričakoval. Poglavje 4. Strojna anomalija. Steam Deck je izšel v začetku leta 2022. Do februarja 2025 je The Verge poročal o skupni prodaji okoli 4 milijone enot. To je približno polovica vseh prenosnih igralnih računalnikov prodanih v teh 3 letih. Drugo polovico si delijo Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go in MSI Claw skupaj. Valve je dosegel to številko skoraj brez tradicionalnega oglaševanja, brez promocije strani slavnih in brez plakatov. Deck se je širil od ust do ust in ljudje so ga kazali svojim prijateljem. Cena je tudi del te zgodbe. Osnovni Steam Deck se začne pri $399, primerljiv Asus ROG Ally z Windows pa lahko stane več kot 2-krat toliko, odvisno od specifikacij. Prav tako ima različica z Windows pogosto slabšo življenjsko dobo baterije na isti strojni opremi. Valve je določil ceno Decka kot privzeto izbiro za vsakogar, ki ga zanima igranje na prenosnih igralnih računalnikih. Strojno opremo so prodajali skoraj po nabavni ceni, večino zaslužka pa so ustvarili s prodajo iger prek Steama. Pri številkah operacijskih sistemov postanejo stvari čudne. Marca 2026 je Valvova lastna Steamova anketa o strojni opremi zabeležila Linux pri 5,33% vseh uporabnikov Steama in to je bilo prvič, da je presegel mejo 5%. Aprila 2026 se je po skoku delež vrnil na 4,52%. Kakorkoli, krivulja gre navzgor. V začetku leta 2024 je bil Linux pod 2%. Do leta 2026 je bil nad 4% in se je tam obdržal. Windows je v istem obdobju padel z 96% na 92%. To je največji vztrajni padec, ki ga je anketa kdaj pokazala. Steam ima približno 130 milijonov mesečno aktivnih uporabnikov, približno 6 milijonov jih zdaj igra na Linuxu namesto na Windowsu. Ta številka je bila prej le nekaj 100 tisoč. Zdaj je ta številka večja od prebivalstva Danske. Medtem ko je Valve ustvarjal povsem nov val PC igralcev, je Microsoft večinoma stal na mestu. In to je tisti čuden del. Nintendo in Sony prodajata konzole. Tehnično gledano, Valve prodaja konzolo tudi. Razlika je v tem, da je vsak Steam Deck osebni računalnik, ki poganja popoln Linux operacijski sistem. Vsaka oseba, ki ga kupi, se sreča z delujočo alternativo Windowsu, pogosto ne da bi to sploh vedela. In ko so ljudje ugotovili, da je Steam Deck v bistvu samo Linux pod površjem, se je začelo dogajati še nekaj drugega. Namestili so isti operacijski sistem na svoje namizne računalnike. Ročna konzola je postala vstopna točka. Steam Deck lahko kupiš, ker je priročen, nato pa ugotoviš, da lahko popolnoma enako izkušnjo doživiš tudi na igralnem računalniku, ki stoji pod tvojo mizo. Valve je izdelal napravo, ki milijonom ljudi pokaže, da lahko živijo brez Windowsov. Spremenili so privzeto vedenje uporabnikov in Microsoft se je moral odzvati. 5. poglavje. Project K2. Konec leta 2025 je Windows Central poročal o internem Microsoftovem programu s kodnim imenom Project K2. Program temelji na 3 glavnih stebrih – zmogljivosti, zanesljivosti in dovršenosti. Kodno ime K2 je na mestu. K2 je ena najtežjih gora na svetu za vzpon in že samo to ime namiguje, kako zahteven je ta problem postal znotraj Microsofta. Toda spremembe, ki izhajajo iz tega, so resnične. Opravilna vrstica, ki jo lahko končno premaknete na stran zaslona. Raziskovalec datotek, ki se nalaga hitreje. Obvestila o posodobitvah, ki vas ne prekinjajo več sredi igre. Podjetja ne začenjajo več stebrnih programov za izboljšanje kakovosti, kadar gre vse dobro.
Project K2 je priznanje podjetja Microsoft, da je Windows 11 postal dovolj nezanesljiv in vsiljiv, da del njegovega občinstva odhaja. K2 je predstavljen kot rešitev, vendar je v istih mesecih, ko je Microsoft zagnal K2 Windows, šel v nasprotno smer. Telemetrija se je povečala. Prijave v Microsoftov račun so postale bolj osrednji del nastavitve novega računalnika. K2 odpravi površinske pritožbe, vendar se pod površjem stvari ne spremenijo in vse to ima svojo ceno. Enkratna licenca za Windows Microsoftu plača enkrat, naročnina jim plačuje za vedno. Računica je tako enostranska, da Microsoft ne sprejema pogumne odločitve. Sprejemajo isto odločitev, kot jo je Adobe sprejel s Photoshopom in Autodesk z AutoCADom. Njihova ekipa za Office je to naredila z Microsoft 365. Vzorec je dobro znan in izid je predvidljiv. Kar naredi Windows drugačen, je velikost občinstva, ki je odvisno od starega modela. PC igranje iger je več milijard dolarjev vredna industrija, zgrajena na 3 predpostavkah. Lastnik si svoje strojne opreme. Igre so na tvojem disku in imaš nadzor nad svojim računalnikom. Različica Windows, kjer se moraš prijaviti in začeti igrati, pri čemer se glavno dogajanje odvija na Microsoftovih strežnikih, sploh ne ustreza temu občinstvu. Ta smer je vidna tudi v konkretnih produktnih potezah. Xbox Cloud Gaming je naročnina, Game Pass je naročnina, Microsoftova trgovina je zgrajena okoli Microsoftovega računa. Nastavitev novega računalnika z Windows 11 brez internetne povezave je včasih pomenila le to, da preskočite eno potrditveno polje. Zdaj je zato potreben obvoz, ki ga Microsoft odpravi na vsakih nekaj izdaj. Vsaka sprememba povprečnega uporabnika še bolj oddalji od lastništva računalnika in ga približa najemu dostopa do njega. Vse to se ne zdi več naključno. Recall se prilega prihodnosti, kjer je vse, kar počnete, zabeleženo, da lahko umetna inteligenca išče potem. Tok telemetrije se prilega prihodnosti, kjer vam Microsoft zaračunava glede na to, kar uporabljate. Lokalne knjižnice iger, lokalne shranjene datoteke, modi, ki jih namestite sami, igranje brez povezave. Nič od tega se ne ujema s smerjo, v katero gre Windows. Nekaj od tega bo preživelo zaradi podpore za starejše različice, ostalo bo izginilo. Medtem ko je Microsoft gradil ta zapor, je Valve več kot 10 let gradil edini delujoči shod. 6. poglavje. Tihi razvoj. Zadnjih 10 let podjetja Valve nima pravega smisla, če nanje gledate kot na podjetje za strojno opremo. Morate jih gledati kot na podjetje za programsko opremo. Proton je tisto, kar omogoča, da igre za Windows delujejo na Linuxu, ne da bi jih moral razvijalec ponovno sestaviti. Pretvori igro v nekaj, kar lahko Linux razume. Tako se stare igre, ki so bile samo za Windows, preprosto odprejo in zaženejo. Ta zadnji del je tisti, ki je pomemben. Igre se ni več treba spreminjati, da bi prešle na drugo platformo. SteamOS je Valvova različica te ideje na sistemski ravni. To je operacijski sistem Linux, ki je na prvi pogled preprost, vendar ne vsebuje sledenja ali zbiranja podatkov v ozadju, kot ga ljudje povezujejo z Windowsom. Kar počnete na njem, ostane na vašem računalniku. Steam Input naredi enako za upravljalnike. Poskrbi, da se vsak krmilnik, ki ga priključite, obnaša, kot da je narejen za igro, tudi če igra ni bila nikoli zasnovana zanj. Večina ljudi tega nikoli ne opazi, preprosto pritisnejo play in vse deluje. Nič v izkušnji jim ne pove, da so zapustili Microsoftov svet, ma so iz njega vseeno pobegnili. Valve je začel vse to graditi, še preden je kdo sploh slišal za Project K2 ali Recall, v času, ko je večina ljudi še vedno mislila, da je igranje iger na Linuxu šala. Kljub temu so investirali v takšnem obsegu, ki ima smisel le, če je nekdo v podjetju verjel, da bo Windows še naprej šel v tej smeri. Prva izdaja Protona je bila leta 2018. Steam Controller je izšel leta 2015. Prva različica SteamOS sega vse do leta 2013. Nobena od teh stvari ni bila takojšen odziv na Microsoftovo napoved. To je bila dolgoročna stava, postavljena leta, preden se je začela obrestovati. Steam Deck ni bil nikoli le prenosna konzola. To je bil način, kako je Valve svoj alternativni operacijski sistem spravil v milijone rok, medtem ko je alternativa še vedno izgledala kot zabaven pripomoček. 7. poglavje. Past se zapira. Če vse postaviš na eno časovnico, zgodba ne deluje več kot niz ločenih potez. Med letoma 2021 in 2024 so največji sistemi proti goljufanju začeli podpirati Linux. Leta 2022 je Steam Deck milijonom ljudi prinesel delujoč igralni računalnik z Linuxom. Od leta 2024 do 2026 so Steamovi lastni podatki pokazali, da se je število uporabnikov Linuxa podvojilo. To kaže, da je imel Valve jasno smer. Če jih postavimo ob Microsoftove poteze, naključje razpade. Recall je bil napovedan sredi leta 2024. Do takrat je bil Proton že 6 let v aktivnem razvoju. Project K2 se je začel v drugi polovici leta 2025. Do takrat se je Steam Deck prodajal že 3 leta in Linux je na Steamu že prehitel macOS. Vsaka večja sprememba v Windows, ki uporabnike potiska v oblak in k naročninam, je prišla potem, ko je Valve že zgradil izhod. Valve se na to ni odzval. To so predvideli.
Naložba v Proton in SteamOS se je začela, ko je bila ta prihodnost vidna le tistim, ki so industrijo pozorno spremljali. Do let 2018 so Adobe, Autodesk in Microsoftova ekipa za Office že prenesli svoje vodilne izdelke v naročniške modele. Bilo je jasno, kam gre preostanek Windows. Namesto da bi se boril proti Microsoftu, se je Valve lotil dela za celo desetletje. Sklenili so dogovore z razvijalci in imeli potrpljenje, da so vse skupaj predstavili uporabnikom, še preden je kdo začutil nujnost. Večina se je dogajala javno, večina ljudi je gledala nekaj drugega. Steam Deck je bil nosilec te strategije, zasnovano tako, da je videti neškodljivo, sceno, ki je milijonom omogočila, da so ga preizkusili brez pomisleka. Ko je kdo to predstavil kot konkurenco, je bilo že v rokah ljudi. 8. poglavje. Suvereni operacijski sistem. Valve ne tekmuje z Xboxom ali Appleom. Valve je ustvaril nekaj bolj nenavadnega in pomembnejšega kot še eno linijo konzol. Ustvarili so zadnji suvereni operacijski sistem. Suvereni operacijski sistem je operacijski sistem, kjer v pravem pomenu besede resnično poseduješ svojo strojno opremo. Sistem ne pošilja vaših podatkov brez vašega dovoljenja. Vaše datoteke ostanejo vaše, shranjevanje ostane pod vašim nadzorom. Za uporabo lastnega računalnika se vam ni treba prijaviti v račun podjetja. Podjetje, ki stoji za operacijskim sistemom, zasluži svoj denar na drugačen način kot sledenje vam. Po tej definiciji je tradicionalni namizni Linux edini večji potrošniški operacijski sistem, ki še ustreza tem merilom. Windows je prestopil preveč meja. macOS s svojim Apple ID-jem in stalnim pritiskom na iCloud je v isti vrsti kletke. Chrome OS nikoli ni bil suveren, vedno je bil le okno Googlove storitve. Telefoni sploh niso suvereni, tudi SteamOS zahteva prijavo za začetek. SteamOS ostaja majhen ne zaradi pomankanja povpraševanja, ampak zato, ker so vse druge velike družbe izbrale pot naročnin, Valve pa je šel v drugo smer. Valve si to lahko privošči, zaradi načina, kako zaslužijo denar. Steam vzame delež od vsake prodaje igre. To je celoten poslovni model. Microsoft zdaj zasluži denar na drugačen način. Zaslužijo, ko živiš znotraj njihovih izdelkov. Dlje kot ostaneš, več zaslužijo. Zato Windows izgleda tako, kot izgleda. Dva poslovna modela, dva operacijska sistema, oba zgrajena na logiki, kako njuni lastniki zaslužijo. Ta ista razlika se pojavi, ko obe podjetji govorita o prihodnosti. Na eni strani Microsoft govori o računalništvu v oblaku in o tem, da bo Copilot postal glavni način uporabe računalnika. Valve govori o strojni opremi, ki jo lahko pošljejo, igrah, ki jih lahko shranite in orodjih, ki jih lahko ponudijo igralcem. Ena prihodnost je predvsem prehod do Microsoftovih storitev, druga je še vedno predvsem računalnik. Tu ni zgodba o tem, da je Valve dober fant. Valve je zasebno podjetje, ki dela v svojem dolgoročnem interesu. Izhod, ki so ga zgradili, je previdno obrambno inženirstvo, ne darilo. Ampak ta izhod obstaja, deluje in milijoni ljudi ga že uporabljajo. Skupnost okoli njega pa še naprej raste. Pravi boj ni za tržni delež. Pravi boj je o tem, kaj osebni računalnik sploh sme biti. Orodje, ki ga imate v lasti in nadzorujete vi, ali najem od nekoga drugega, ki lahko pogoje spremeni kadarkoli želi. Microsoft na to vprašanje odgovarja na en način, SteamOS pa na drug način. Tu ni veliko vmesne poti. Večina igralcev o tem ne bo razmišljala vsak dan. Ko igra, ki jo imajo v lasti, preneha delovati brez prijave v Microsoft, bodo o tem začeli razmišljati. Ko poceni kopija operacijskega sistema Windows, kupljena pri preprodajalcu ključev, preneha delovati, ker so se pravila spremenila, bodo o tem začeli razmišljati. Ko bodo igro iz Game Passa umaknili sredi njihovega igranja, bodo o tem razmišljali. Nobena od teh stvari ni hipotetična. Vse to se je igralcem že zgodilo. Vsak uporabnik bo moral sprejeti odločitev, ne glede na to, ali o tem razmišlja ali ne. Ne v neki daljni prihodnosti, ampak že pri naslednjem nakupu računalnika, pri naslednjem pozivu za posodobitev sistema Windows ali naslednjič, ko zaslon za naročnino zahteva kreditno kartico. Alternativa je že na policah trgovin in danes deluje na milijonih računalnikov. Vprašanje ni več, ali bo Windows propadel, ampak ali boste še vedno lastnik svojega računalnika, ko se to zgodi. Boj proti Microsoftu ni edini, s katerim se Valve sooča. Zdaj so ujeti v boj, ki bi lahko določil njihovo prihodnost. Ugotovite, ali lahko preživijo v Valve je obsojen na propad, tožba v vrednosti $900 milijonov. Ali pa si oglejte to.